hrana, upravljanje in gospodarjanje s prehrano. The theme of this discussion is how can we manage food distribution and food management. Pa prosim kar za začetni komentar. Če lahko jaz prihajam iz Ministrstva za kmetijstvo, ne bom kaj nič novega povedal. Vesel sem bil, ko sem prišel v tole dvorano, pa sem videl, da če ne drugega, smo se po dolgem času dobili iz 3 različnih ministrstv, ki se vsi vrtimo okoli iste vode, ki naj bi bila tudi vir z mojega področja za hrano, in sicer tamle imam kolega Mitja, pa prej bil še Srečko, ki je sicer že odšel. To so 3 ekipe, ki se okoli iste vode ves čas že vrtimo, pa nikoli skupaj ne pridemo. Danes smo vsaj v istem prostoru, če ne za isto mizo. Pričakujem, mogoče ne mi 3, ki smo že malo sivi, pa že počasi končujemo svojo kariero, da saj mlajši tle noter iz te dvorane in še druge vaši kolegi, da bodo uspeli pa zmogli toliko modrosti in se nekoč usedli za isto mizo in probali te probleme, ki smo jih zdaj ločeno rešujemo, vsak posebej za isto mizo rešiti in bodo tudi, kaj se jim težave z vodo in preskrbo s hrano manjše, kot jih imamo. To je moje videnje. No? Upam, da se bo to v neki bližnji prihodnosti tudi zgodilo. Hvala. Kar naprej. No, jaz mislim, da danes je bilo veliko že povedanega, vse to, kar sem poslušala o stvareh, ki pravzaprav se tičejo tudi te teme. No. Na eni strani seveda to, da gre za poselitev, ki nujno potrebuje vodo in seveda potrebuje tudi hrano, in voda in hrana oziroma pridelava hrane gresta seveda z roko v roki, eno brez drugega, oziroma voda hrane predelovati brez vode ne gre, pa tudi predelovati ne. Drugo je seveda, da imamo tukaj opraviti seveda z poselitvijo, ki se na nek način približuje vodi, po drugi strani se pa umika od nje, zaradi tega, kar je bilo že v prejšnjih razpravah omenjeno. In tretja stvar je, da pravzaprav mi smo zelo odtujeni od naravnih procesov, to, kar je bilo tudi že omenjeno, ampak tudi od pridelave hrane. Na nek način pravzaprav mesta, mogoče slovenska ne še toliko ne, ampak večina mest seveda pa zdaj to nekako prihaja nazaj v enih drugih oblikah, ampak seveda za oskrbo mest potrebujemo veliko vsega, ne? In to območje, ki ga mesto zaseda, pravzaprav je čizen majhen delček tega, pravzaprav s čimer mesto, kako bi rekla, komunicira, se pravi, od česar je odvisno. Na eni strani, če govorimo o preskrbi z vodnimi viri, se pravi z pitno vodo, recimo, na drugi strani tudi, če govorimo o hrani. Hrana prihaja seveda iz celega sveta in seveda tudi, tudi seveda iz okolice, no, zaželeno seveda, če dalje bolj, ampak skratka, mesta so pač neki specifični organizmi, ki seveda imajo, njihov vpliv je zelo velik, v smislu seveda, odkot vse črpajo. Zdaj, vodo je najlažje mogoče, ker imamo zraven okoliške skupnosti, pa tudi hrana, čeprav recimo, ko govorimo o zavedanju, ne, prej je bilo rečeno o zavedanju, o poplavah, o vlogi vode in tako naprej, podobno je pri prehrani. Veliko govorimo o tem, da ali pa prisegamo na neke lokalne oskrbne verige, na nič kilometrov, ampak to zavedanje v ljudeh je, tako kot je zavedanje o problemu vode, o poplavah, ampak ravnanje je pa povsem drugačno. Se pravi, imamo klasičen razkorak med splošnim odnosom do nečesa in konkretnim posameznikovim ravnanjem, ko pride v trgovino, pa izbere seveda čisto nekaj drugega, kar zagovarja, recimo. Ne? Toliko. In kakšne so strategije, ukrepi, ki bi načrtovani, ki bi pomagali to zavedanje približati tudi dejanskemu ravnanju? No, najprej moram reči, hvala za povabilo in čestitke k dogodku nasploh. Moram reči, ko sem se pripravljal na tole okroglo mizo, sem kar rad pometem pred svojim pragom pogledal,
kaj kot prostorski načrtovalec, pa kot neka vodja ene največjih družb v Sloveniji, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, koliko in kako nasploh načrtujemo v zvezi z vodami. In moram reči, da sem bil kar razočaran nad celotnim spektrom načrtovanja v tem pogledu. Zdaj v Sloveniji imamo na grobo rečeno 3 nivoje načrtovanja, to se pravi državne prostorske načrte, občinske prostorske načrte in občinske podrobne prostorske načrte. Zdaj, državni prostorski načrti se ukvarjajo pretežno, bom rekel, z državnimi prostorskimi ureditvami, ki so pretežno infrastrukturne ureditve, seveda tangirajo vodo. Ne? Recimo, ne vem, energetika, vso načrtovanje hidroelektrarn, Luka Koper, tako naprej. Ne poznam, mogoče Blanka me popravi, če se motim, ampak ne poznam nobenega državnega prostorskega načrta, ki bi bil, katerega povod ali pa ključni namen načrtovanja bi bilo celovito urejanje porečja, vodotoka, kokarkoli že. Ne. Očitno na tem nivoju, na drugi ravni, na občinskih prostorskih načrtih, moram reči, da je tam kot celovitih aktih na področju občin in na edinih aktih, kjer se pravzaprav dela načrt namenske rabe prostora, land use plan. Ne. Na tem nivoju mislim, da je stanje še slabše, sicer se ukvarjamo z nekaterimi vidiki voda, predvsem v zadnjem času, recimo s poplavno nevarnostjo ali pa recimo z varstvom vodnih virov, čeprav moram reči, da glede na opozorila, ki smo jih prej slišali od gospoda, tudi s temi vidiki morda ne dovolj natančno. Ne. Ampak če vam povem, tudi karta namenske rabe prostora vodnih zemljišč recimo sploh ne definira, kaj šele ne, kvalitetno, kaj šele, da bi jih resnično načine urejanja in upravljanja in ostale vidike, prostorske izvedbene pogoje, tam noter reševala podrobnih prostorskih načrtov, ki se ukvarjajo celovito, ne, z nekimi odseki vodotokov, prostorskimi ureditvami in tako naprej. Lejte, v 20 letih se spomnim samo enega, ki smo ga delali, Marta Vahtar ga je vodila še dolga leta nazaj, zeleno os Kamniške Bistrice, 20 kilometrov vodotoka. Lokacijski načrt ni bil nikoli sprejet, je pa v veliki meri bil recimo izvajan ali pa realiziran v mnogih pogledih, sicer tudi ne eno. Ampak moram reči, da je pokazal, da načrtovanje, ne, da se z načrtovanjem da prihajati do rezultatov, da načrtovanje je nujno potrebno. Zdi se mi pa, da v Sloveniji vse bolj bežimo stran od načrtovanja. Načrtovanju se izogibamo tudi zaradi tega, ker so te prostorski akti postali pravzaprav odloki, pravni režimi, postali so preveč pravila in preveč legalistični, ne pa načrtovalski, ne? Načrtovalski procesi in jih tako investitorji kot ljudje bolj ali manj čutijo kot oviro, ne pa kot dobro pomoč. Ampak danes imamo prisotne predstavnike 3 različnih področij, ministrstev, poleg tega so tukaj gradbeniki, arhitekti, krajinski arhitekti. Se pravi, v čem je potem problem, da načrtovanja ni oziroma da ne gre v pravo smer, če je pa toliko veliko ljudi in sektorjev in že samo javnih pozicij, ki se s tem ukvarjajo, ki so za to plačane iz javnega denarja in tako naprej, kar je prav, ampak kje je potem tukaj ta kratek stik? Jaz mislim, da je to bilo na tem mestu zdaj tukaj rečeno že večkrat. Gospod Mikuš je rekel, moj kolega in prijatelj Marko Fatur je jasno povedal,
preveč vertikalnega, preveč individualizma, preveč sektorskega, ne, in premalo horizontalnega povezovanja med sektorji. Tukaj smo izrazito slabi. Jaz ne vem, zakaj smo Slovenci v toki meri hočemo biti individualisti in je tako težko sodelovati in je tako težko na horizontalni ravni usklajevati zadeve. Vsi vemo, da je to najbolj naporen del. Ne? Pa ne gre samo med strokami usklajevanje, gre tudi za širši kontekst, gre za osveščanje, gre za javnost, gre za vse vidike, ki ste jih že, praktično jih je vsak govorec tukaj poudaril. Zdaj, če ne bomo tega uspeli narediti, pol nimamo možnosti za uspeh. To je vse. Jaz pa mislim, da je prostorsko načrtovanje pravzaprav orodje. Mi pravzaprav tisto, kar potrebujemo, so pač vizije. Mi vemo, da mesta se morajo transformirati v smeri pač izboljšanja kvalitete bivanja, rabe virov in seveda v tem smislu, da najdejo neke multifunkcionalne pristope, ki so jih kolegi v današnjih predavanjih tudi že izpostavili, seveda na en svoj način, ampak iz tega izhaja tudi eno zavedanje o tem, kako stvari lahko povezano funkcionirajo in to potrebujemo. Mi smo pravzaprav tehnološko razgradili stvari do te mere, da za vsako stvar imamo tehnološko rešitev, ampak žal celote pa na nek način ne vidimo več povezane in tehnologija ni vedno rešitev. Mi imamo v povezavi z vodo sta bili omenjeni dve stvari. Eno so lokalne rešitve in značilnosti, ki jih pač v prostoru imamo. Mi imamo veliko tradicije že na tem področju, ne daleč stran od nas, recimo na Krasu. Kako tam, kjer je bila voda redka, kako so s preprostimi rešitvami uspeli, pravzaprav brez kakšne velike tehnologije, uspeli zadržati vodo in jo speljati na različne načine za različne potrebe. Govorimo o Fabjanjevem vrtu pri Vili Ferrara v Štanjelu. Skratka, veliko takih vzorov že imamo, da ne govorim seveda od sodobnih inovativnih tehnoloških rešitev, pa tudi morda bolj preprostih, ko se moraš samo odmakniti od razlivnih površin in seveda tam na nek način omogočiti seveda, da stvari funkcionirajo tudi po svoje. Seveda je pa, če hočemo imeti vizijo, moramo vedeti, kdo je vodja, kdo vodi izdelavo, oziroma ne izdelavo, kdo je lider. Se pravi, pri nas se mi zdi, da tega manjka. Se pravi, da nimamo tega vodstva v neki ideji, da nismo sposobni mogoče pač na vsaki ravni, zdaj imamo v mislih seveda lokalno, ki ima veliko inštrumentarja tudi, da pravzaprav si vizijo postavi in seveda jo uskladijo, integrira in tako naprej in jo potem izpolnjuje. To se mi zdi, da je ena taka zelo šibka točka pri nas. Imamo inštrumentarij, imamo soglasje, imamo norme, vse živo imamo, samo ene vizije o tem, v katero smer, kako in soglasje o tem, to se mi zdi, da nam pa manjka. Se pravi, če ste vi izpostavili pomanjkljivo horizontalno komponento, zdaj vi izpostavljate vertikalno, ki tudi je pomanjkljiva. Vizija na območje, se pravi, ne generalno tudi dobra država mora tudi vizijo, ampak za neko območje, kaj hočemo mi z enim mestom, z eno občino, eno regijo narediti? Eno vprašanje za Blanko. Blanka, ti si vodja priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije. Kako pričakuješ, da se bodo stvari, o katerih se zdaj pogovarjamo, odrazile v novi strategiji? Ja, zdaj v novi strategiji prostorskega razvoja Slovenije smo dve stvari izpostavili. Eno je, oziroma ena izrazita je tisto, kar ves čas govorimo, prvič, da prostor nekaj pomeni, imamo različne prostore, ki so specifični, in drugič, da hočemo ukrepati na območje. Se pravi, nas ne zanima horizontalno ukrepanje povsod enako, ampak nas zanima, kje pravzaprav je kakšen problem in kako pravzaprav k njemu pristopiti. Na eni strani govorimo o urbanih območjih, ki jih je zdaj zakon tudi nekoliko bolj izpostavil, vlogo mest tudi v smislu
nekega vodenja, nekega urbanega razvoja, seveda z upoštevanjem vseh omejitev in seveda tudi naravnih, krajinskih elementov v teh območjih in z integracijo vsebin, o katerih se je treba dogovoriti. Mi ne moramo samo planov delati, ne da bi se prej dogovorili o stvareh. In to je seveda še ena stvar, ki nas tukaj čaka in to strategija seveda na tem gradi. Druga stvar velika je zelena infrastruktura. Danes je bila že omenjena. To je relativno nov koncept v smislu evropske strategije, ampak v mnogih državah seveda ta zeleno komponento, krajinske elemente zelo močno in zelo veliko že vključujejo v odločanje, v načrtovanje, v izboljšavo kvalitete življenja v mestih, na podeželju in povsod. Ampak tudi mi v strategiji recimo oziroma v zakonu že imamo zelene sisteme regij, mest. Želeli bi pa nadgraditi še to za zeleno infrastrukturo v tem smislu, da se te stvari med sabo povezujejo od lokalnega nivoja, se pravi od mestnega, od urbanega prostora do preko regij in seveda tudi na nacionalni ravni in čez mejo. Mi vemo, da zelena infrastruktura naj bi omogočala tudi ekološko povezljivost in ta seveda ni samo znotraj nacionalnih meja. Si pa predstavljamo, da, in to bo strategija poskušala razčleniti, da v mestu seveda je pa vloga teh območij zelenega sistema vse nekje drugje je poudarek, na kvaliteti bivanja, na rekreaciji, na teh krogih, krogotokih snovi in podobno in morajo biti pa med sabo stvari pač povezane tudi po nivojih. Hvala, sej jaz glede na debato, pa Blanka je zadnja, ampak ne razumeti, ampak hrana in voda, pa to prostorska strategija je tako ali drugače fokus. Blanka me pozna in jaz sem tudi predstavitev danes imel, rad bi mogoče kakšno besedo v diskusiji, kako bi videli razvoj z obalo in Slovenijo na morju, oziroma v ekoregiji Jadrana, kako bi do te vizije prišli, konkretne. Zdaj pa dva predloga, čisto je vprašanje, predlog pa zato, ker je tak naslov, živeti z vodo in hrana in voda recimo, pa ko je profesor Mikoš omenil, da je treba poudarjati lokalne vodne kroge v povezavi z globalnim, kar je edino izhodišče, če že res govorimo z upravljanjem s porečji, jaz sem v svoji predstavitvi poleg morja poudarka imel tudi na Muri in sem pokazal za malo mogoče razpravo, sem si želel in omenil dve razlike, gor vodno, dol vodno, rabo in stanje. In zdaj bom eksplicitno ponovil predlog še enkrat, prilagajanje na podnebne spremembe v porečju Mure in hrana. Najbolj sušna pokrajina v Sloveniji, saj po količini padavin, 800 mm, pa najbolj bogata z vodo alohtona v času vegetacije, od junija do avgusta, kipi od vode. In strategija prilagajanja podnebnim spremembam, ali jo imamo, ali jo to sploh vidimo, in pridelava hrane in voda. Drugo pa, Ljubljansko barje, naslov, pridelava hrane, ne samo kmetijstvo, ampak tudi ribištvo, ribogojstvo, samo ne pomembna ali pa hitra manipulacija z zaporenco plus minus 30 cm lahko reši polovico mladic ali pa jih tako ali drugače odreši življenja. A se zavedamo teh drobnih manipulacij, rešitev ali pa konfliktov. In to vse je povezava z upravljanjem s prostorom, rabo, vodo. Hvala. Prosim. Sam nekaj rečem. Jaz tudi ne znam na to odgovoriti. Se upravičujem, res ne. Ampak ko se sprašujem, kaj tema hrana, ko se sprašujem, kdo načrtuje, sploh kmetijska zemljišča in kmetijstvo v Sloveniji. Imeli smo zadnjič en
bom kot anekdoto povedal. Na ravni občinskih prostorskih načrtov se načrtuje namenska raba prostora. Ne? Osnovna namenska raba se členi na kmetijska, gozdna, vodna, stavbna in druga zemljišča. In ko se usklajujemo na Ministrstvu za kmetijstvo o kmetijskih zemljiščih in bolj ali manj v občinskih prostorskih načrtih Ministrstvo za kmetijstvo varuje, mi jih pa z neko agresijo, ne s poselitvijo napadamo. Ne. Ampak nihče se ne pa znotraj občinskih prostorskih načrtov ne ukvarja z kmetijstvom kot za gospodarsko panogo ali pa s kmetijskimi zemljišči kot resursom. Ne. Jaz ne vem, to verjetno počne nekdo drug. Ampak ko smo se pogovarjali o land use planu, ne, je meni Ministrstvo za kmetijstvo jasno rekel, land use plan je del občinskega prostorskega načrta, ti načrtuješ land use na kmetijskih zemljiščih. Jaz nimam na ravni občine niti ene strokovne podlage, ki načrtuje, ne, kmetijstvo. Skratka, mi sploh nimamo v resnici na neki ravni in zelo podobno je z vodami. Z vodami je tako, ko jaz rečem županu, ne, da bi seveda bilo treba nekaj urediti, je to državni problem. Mi se s tem tudi minuto ne ukvarjamo na občinah. Primeri dobre prakse, ureditve Ljubljanice in tako naprej so izjema, ki potrjuje pravilo. To ni sistem. To, kar je profesor Koželj pokazal, ne, ni naš sistem. To je Ljubljana. To je izjema, ki potrjuje pravilo. A lahko sem še nekaj dodal? Ja. V zvezi z strategijo, mi imamo strategijo prilagajanja na podnebne spremembe z področja kmetijstva. Ta zelo ambiciozno govori, da je treba zagotoviti zadrževalnike vode za namakanje. Podobno, ne vemo pa točno, kdo je nosilec tega. A je to posameznik, ki na svojem zemljišču to hoče, pač, ki se ukvarja s kmetijstvom, pa vidi, da je tukaj, da ima manjko, ne, skratka, da mu manjka, skratka, neke celovite resorne pravzaprav politike na tem področju ukvarjanja z virom, z resursom, žal pogrešamo, no, pri planiranju. No. Imamo veliko zemljišča, ščitimo, kjer se le da, ampak v bistvu bi rabili še en korak naprej. Kakšni ukrepi konkretno so predvideni za zaščito pridelovalnih površin pred ujmami? Prej smo že govorili, ne, da se mi pogovarjamo različno. Ne. Zdaj o vodi pa v zadrževalnikih kmetic ne sme govoriti nič, to je stvar vodarjev. Ne. In smo spet mi pa vi. Bilo je eno zelo kratko obdobje, ko smo bili mi pa vi eno, to se pravi, ko je bilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Takrat je bil en sam gazda, bi rekel po domače, ki nas je lahko zbobnal za tole mizo in je udaril po mizo, pa je rekel, takole bo. Ne. Vodarji te poskrbeli za vodo, kmetici pa povejte, kam, kje jo rabite. Ne. Ampak to se je končalo v kolkem času? 1 leto, 2 leta je to skrb držali. Ko je šlo spet Ministrstvo okolje in prostor, kmetijstvo, je to zdaj mi pa vi, se čez cesto tako gledamo. Ne. Potem pa, tako kot sem prej rekel, še nekoliko dalje je pa še Srečko. Ne. Ko pa pride potem v jesenskem, prvi jesenski dež, pa on pride. Ne. Spomladi gre vodari, pa reče levo, desno, tukaj bomo nekaj obložili, tle malo sprucali, mi kmetici sred poletja, ko je rekel, ko je največ vode, jamramo o pomanjkanju, ker se nismo mogli zmeniti, da bi jo pa nekje malo zadržali, kot se zdaj pogovarjamo, ta prvi jesenski dež vse odplav, kar je še ostalo na njivah oziroma površina. Ne gre skup, ne, ker se ne usedemo in ne planiramo skupaj. Lahko, da bo ta naslednja perspektiva, ja, lih od naslednja perspektiva mogoče bo. Zdajle trenutno naši plani ali pa te resolucije, strategije veljajo do leta 2020, to, kar govorimo o hrani, pa ki se strategije za izvajanje te resolucije. Mi imamo en načrt namakanja, ki naj bi neki urejal s temi zemljišči kmetijskimi in rabo vode in pridelavo hrane. Potegnili smo ga na 2023, zakaj? Zato, ker smemo do takrat ta sredstva, ki so edino namenjena za te namakalne sisteme iz PRP-ja, koristiti do 2023. Kaj bo potem, pa ne vemo.
sedijo neke grupe, spet najverješ pri vas posebej, pri nas posebej, tam posebej, se z zaprtimi vrati pogovarjajo o perspektivi, ne vem, 21, 27, nas ne sprašuje nihče, saj jaz o tem ne vem, ne. Lahko, da bi nekdo, ki bi bil namesto mene tukaj, mogoče več vedel, ne. Ampak se nekje pripravlja, ne. Tudi tamle. Ja, če še povemo, kdaj je bilo pa pred MKGP-jem zadeva v redu urejena, ne je bila pa v Zvezi vodnih skupnosti Slovenije, ampak seveda desetletja nazaj, v drugem sistemu, ko se je dalo s kmetici direktno pogovarjati. Dejstvo je, da Slovenija zadržuje premalo voda, pika. Bogatstvo za adaptacijo ali prilagoditev na klimatske spremembe moramo več vode zadržati. A je to v obliki podtalnic, kraških vodonosnikov, razpoklinskih ali aluvialnih naplavinskih, o katerih je Lidija govorila, da so vsa mesta na naplavinah, je stvar odločitve. Slišali smo, na 5 kilometrih teče podtalnica, v Klečah ven črpamo. To je dejstvo, da moramo narediti, če se hočemo na klimatske spremembe prilagoditi. Je pa res, da je zelo težko karkoli v prostoru narediti. Ne? Je tako. Včasih je bilo to lažje, verjetno zato, kaj svem, ker ni bilo treba vsak interes poslušati. Samo informacijo bi dal, če koga bolj zanima umeščanje v prostor in državni prostorski načrti, letos fakulteta praznuje 60-letnico katedre za prostorsko planiranje. Išla bo monografija, strokovni posvet je 9. novembra. Udeležite se, postavite vprašanja, povejte, kaj je šlo narobe, pa tudi nekaj več strokovnih podatkov bo, bi rekel, iz krogov geografije, urbanistov in nas na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Dobra priložnost nadaljevati debato, danes ne bi nič več o tem. Hvala. Ja, na to, da se malo navežem. Ja, leta 1976 je bila v Sloveniji, ne, v okviru Jugoslavije, je bila predstavljen sistem prostorskega planiranja na podlagi analiz, kartografskih analiz odločujočih komponent naravnih danosti, ne, ki je pokrivala vse, od kmetijstva do vodarstva, do geologije. Sicer se je vključila leta 80 v sintezo, to je bil sistem prostorskega planiranja, ki ga je predstavil Zavod za družbeno planiranje, skupaj pač z nekim tem urbanim policentrizmom. Žal se pa polih zaradi rivalstva med določenimi strokami to pač po osamosvojitvi porušilo. Ampak mislim, da ta sistem, ki je bil potem še razdelan, pač te komponente so bile razdelane v okviru skupine za humanizacijo človekovega okolja, kjer je na podlagi hidrologije tudi Matjaž sodeloval. Žal se je to pozabili in porazgubili, mislim pa, da je to danes zelo aktualno, ne. In pač enoten sistem pač ne bi dopuščal prevlade določenih ekonomskih ali parcialnih interesov te ali one stroke. Ostalo neodgovorjeno na temo, kako varujemo kmetijska zemljišča, no, če sem prav razumela vprašanje. No. Vendarle, mislim, policy, se pravi, usmeritev politike prostorske je, in zakona seveda najprej v prvi vrsti, da je prioriteten notranji razvoj. Se pravi, poiskati rezerve znotraj, seveda pa ne na škodo kvalitete bivanja. Mi vemo, da pod tem se lahko skriva tudi pozidava tistih zelenih površin v mestu, ki so pač pomembne pa za kvaliteto bivanja prebivalstva. To se pravi, da gre za neke vrste iskanje rezerv, ampak seveda ob upoštevanju nekih drugih omejitev in seveda prenovo predelov degradiranih, ki seveda imajo, ki so degradirane v smislu recimo neke nižje rabe, ki mogoče ne ustreza določenim območjem in podobno. In v to smer se pač počasi stvari grejo. Ne. Imamo že nekaj primerov takih, ki jih seveda mogoče malo premalo promoviramo, seveda veliko več bi bilo treba pa še na tem narediti. No. Tako da, ampak upam, da z novo zakonodajo, da nam bo uspelo tudi v to smer še iti. Jaz bi pa sam še eno besedo. Seveda je rešitev. Kaj je rešitev?
Rešitev so načrtne odločitve, nič drugega ni rešitev. Načrtovanju izogibati se je nesmisel, ostajajo nam potem samo ad hoc rešitve ali pa črne gradnje ali pa tako naprej. In nov zakon je sprejet, velike upe polagamo v regionalne prostorske plane, rabimo novo generacijo planov, te, ki smo jih, zdaj jih počasi zaključujemo, so bili parcialni, so bili sektorski, so bili takšni, ki so bili. Na takšnem stanju duha in na taki ravni smo bili v danem trenutku, rabimo novo generacijo planov, te plani bi morali biti regionalni, mi imamo premejhne občine in premalo sodelujemo, da bi lahko na tej ravni reševali probleme. Zdaj, bojim se, da regionalne plane, te poskuse smo imeli, pa jih nikoli do zdaj nismo uspeli speljati, vedno nam je izgovor, da pač nam regije ne delujejo, ker nimamo administrativnih regij. Ampak regionalni javni zavodi ali pa državni zavod, ne za prostorsko planiranje, ki se nam še zdaj kovca po njemu, ne, ki ga nimamo več, ne. Imamo ministrstvo, ki je seveda upravni organ, ne more biti, kljub temu, da so v njemu zaposleni strokovnjaki, ministrstvo ne more biti razvojni zavod, ne, ali pa strokovni zavod. Preprosto ne more nadomestiti zavoda za planiranje. Skratka, treba bo tudi neke druge organizacijske ukrepe potegniti, ampak v ta trenutek polagamo upeno prostorski načrtovalci. Tudi pozabili smo recimo na krajinsko načrtovanje, mi smo ga celo nekako prekrižali leta 2007 z zakonom o prostorskem načrtovanju, pa smo ga zdaj z UREP-om 2 ponovno pripeljali, tema vode, kmetijska zemljišča in tako naprej, seveda je povezana s temo poselitve. Ampak zadnjih 10 let smo se praktično ukvarjali, kolikor smo se samo s poselitvijo, ne pa z odprtim prostorom. Samo še zadnje vprašanje, spet v zvezi s hrano, se predvideva opuščanje določenih poljščin, na tak način reguliranje porabe voda tudi? Moram povedati, da tako sem rekel, ne, temu mi smo več ali manj odvisni od tega programa razvoja podeželja, ne, in sredstev, ki jih ta ponuja, ne. Zdaj dve perspektive so že šle skozi, to se pravi pred letom 2020 oziroma ta se zaključuje 2020 in v tej smislu nova perspektiva nakazuje to, ne, da tem prilagajanje podnebnim spremembam, temu kulture in navodila bodo pripravljena, najverjetneje pravočasno, za nekatere kulture so že bile pripravljene, načrti, bom rekel, tistih ukrepov se pripravljajo trenutno, so pa še tako v povojih, da jih jaz niti ne mislim razkladati na široko. Se pravi, pripravljajo se v neki ožji skupini trenutno, vem, da so neke 9 opornih točke, kaj bo iz tistega ven prišlo, je pa vprašanje. Jasno se bo treba spet neke stvari izpogajati, koliko bomo pa uspešni, to pa ne znam povedati. Hvala. Pripravljam pa je tudi, kar se tiče kultur in tako naprej, teh navodil je že nekaj bilo, kje je kaj primerno, kje je ne in tako naprej, temu smo rekli, da se je tudi še spomnjene rajonizacije in podobno, ko pa še nismo to govorili o podnebnih spremembah, pa smo že tudi rekli, kje je kaj primerno in tako naprej. Koliko so pa zdaj to ljudje upoštevali, pa vprašanje, ne? And the last question would be, what would be your comment on public awareness of food and water and its coloration? Are there enough discussions and what should be done? I don't know that much about food, to be honest. But talking about the general awareness of how the systems work, I think that there are really, like we are being planners or designers, we are not aware of that people is not aware of the things. Because we create this kind of we live in this bubble and we think that everybody knows how the systems work, but in the very end it's not true. So I think it's a really important exercise to bring it into the discussion, and as I said, like
I think that to kind of educate, but not like imply the solutions and imply the understanding or imply the ideology, but rather like show how the system works, and through in an understandable way. Like, for example, what we are doing, what we are trying to do, we are creating an interface that explains how the renewable energy solution work, and to show that they're accessible and easy to understand, and we're almost creating sort of a social media for people to start with playing around this solution, and probably we hope in the future to use this as a tool for management of systems, so they can be part of the decision-making process. They can be part of the system that currently they use it every day, but they don't know how they work and don't understand where the things that water is coming from to their houses. So to try to summarize this big topic, it's really important to start at the bottom with everybody, with education, but also on a higher level institutions. I hope we will be successful in the future more than now. Hvala. Tako 3 udeleženke oziroma sodelavke pri letošnjem slovenskem paviljonu v Benetkah. Hvala vsem govorcem, hvala vsem, ki ste bili pripravljeni priti in sodelovati v okroglih mizah. Jaz upam, da smo dodali en kamenček v mozaik v procesu k večji integraciji in obenem tudi k srčnim stvarem.